v zadnjih 10 letih je število napotitev s stopnjo nujnostjo 1 v klinično oddelku za revmatologijo se povečalo za 80%. In ta ukrep, ki ga je zdaj ministrstvo sprejelo, v bistvu bomo poskušali na nek način optimizirati delo. Kakšna je v bistvu ideja? Ideja je, da z natančnimi navodili družinskim zdravnikom opredelimo, kaj je stopnja nujnosti 1 in želeli bi, da bi v naslednjih mesecih stopnja nujnosti 1 postopno upadala, s tem pa bi postopno verjetno naraščala stopnja nujnost zelo hitro. Kaj s tem pridobi bolnik? Bolnik pridobi to, da ne gre v urgentno ambulanto in čaka 7-8 ur na pregled, če ne gre za urgentno stanje v revmatologiji, ampak gre stopnjo nujnosti zelo hitro, bolnika razporedimo tudi datum in uro pregleda in pravzaprav bolj optimiziramo delo in na ta način se približamo pravzaprav delu, ki bi si ga želeli tako bolniki kot tudi zdravniki. Kriterije imamo v bistvu skoraj dokončno optimizirane. Ve se, da je samo eno urgentno stanje v revmatologiji, to je gigantocelični arteritis, pripravili bomo tudi zelo natančna merila, kaj ne bi bolnik tak imel, ki ne bi imel to diagnozo, tako da bomo na nek način družinskim zdravnikom jasno dali povedati, kakšen bolnik sodi v resnici v urgentno revmatološko ambulanto in enako bo tudi za stopnjo nujnosti zelo hitro in tudi redno. Želel bi povedati, da imamo bolnikov z gigantoceličnim arteritisom, ki je edino urgentno stanje v revmatologiji približno 35 na leto, da pa pogledamo 2500-600 bolnikov v urgentni revmatološki ambulanti leto.